Prav lepo pozdravljeni, dobro jutro nekaterim pa že skoraj dober dan na današnjem dogodku, ki se vsebinsko navezuje na včerajšnji EPUO forum. Upam, da ste ga spremljali. Danes pa smo se tukaj dobili na predstavitvi oziroma na usposabljanju za četrti modul v okviru regionalnega okvira medijske pismenosti, in sicer modul manipulacija, dezinformacije in stereotipi. Zdaj pa nekaj besed o tem, kaj to sploh je, kdo smo mi, kaj se bo danes dogajalo. Moje ime je Ana Stanovnik-Perčič, prihajam iz CMEPIUS-a. CMEPIUS je nacionalna agencija programa Erasmus+, smo pa tudi nacionalna podporna služba platforme EPALE. EPALE je spletna platforma za izobraževanje odraslih, združuje strokovnjake z celega področja Evrope, pa tudi širše. Tako da na njej najdete mnoge informacije za svoje delo, ki jih potem lahko uporabite, širite, diseminirate. Izobraževanje odraslih je zelo pomembno področje in vesela sem, da imamo mi na CMEPIUS-u ta dva mehanizma, s katerima lahko pomagamo na tem področju. Oba mehanizma pa tudi kličeta k sodelovanju in k povezovanju. In zdaj bi tukaj na tem mestu najprej izpostavila sodelovanje z Andragoškim centrom Slovenije, ki je z eno besedo nepogrešljivo. Osrednje platforme izobraževanja odraslih pač ne gre ustvarjati brez močne vsebinske podpore osrednje nacionalne institucije z tega področja, in mi smo to sodelovanje v preteklih letih že močno razširili in močno nadgradili, in ena izmed takih nadgradenj je ravno povezovanje včerajšnjega in današnjega dogodka, se pravi EPUO foruma in današnjega usposabljanja. Potem pa je tukaj sodelovanje z regijo. Poleg soustvarjanja vsebin na regijskem področju, ki se implementira v vsakoletni regijski konferenci, ki bo letos se srečamo v Bosni in Hercegovini, smo se odločili, da pripravimo še nekaj več. Lotili smo se priprave regijskega okvira kompetenc za medijsko pismenost. In tako smo danes tukaj predstavniki nacionalnih podpornih služb EPALE z Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Slovenije. Včeraj so bili z nami tudi predstavniki iz Črne Gore, ki so bili pravzaprav pobudniki tega dogodka, danes žal niso z nami. In skupaj smo pripravili tale projekt, torej regijski okvir kompetenc za medijsko pismenost. Vse skupaj smo identificirali 5 modulov, vsaka država je bila potem zadolžena za en modul. Moduli so kritično branje in razumevanje medijskega sporočila, mediji in vrednote, svoboda govora in sovražni govor, manipulacija, dezinformacije in stereotipi in pa značilnosti sodobnih medijev, zasebnost in varstvo podatkov na spletu. Mi smo bili, se pravi Slovenija, je bila zadolžena za pripravo usposabljanja za četrti modul, manipulacija, dezinformacije in stereotipi, in zato smo danes tukaj. Projektno ekipo, ki smo soustvarjali ta modul, sestavljamo Zvonka Pangrc-Pahernik z ACS-a, tudi Darjan Novak z ACS-a in Brigita Kruder, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, danes tukaj. Jaz pa sem koordinirala in povezovala vse skupaj. Pripravili smo tudi program usposabljanja. V njem bo nekaj več povedala Brigita. Skozi celotno usposabljanje pa vas bosta popeljala dr. Mateja Rek, ki je že z nami, in pa dr. Boris Vezjak, ki se nam pridruži. Na tem mestu, Brigita, ti predajam besedo. Izvoli. Hvala lepa. Hvala. Takole. Tako je, po skoraj leto in pol smo v fazi, ko lahko predstavimo že, ne bom rekla prve, ampak bolj otipljive rezultate tega dela. Zato vas lepo pozdravljam vse tiste, ki ste z nami tukaj v tem prostoru, še več pa tistih, ki vas ne vidim preko virtualnih oken. In upam, da vam danes ponudimo nekaj tiste navdušenosti in nekaj tistih rezultatov, s katerimi smo se pravzaprav mi srečevali več kot eno leto skupaj s kolegi iz regije, kakor ste slišali. Če bi nas vprašali, kaj je namen tega programa oziroma izdelave tega kompetenčnega okvirja najprej, to je bilo vprašanje, ki smo si ga pravzaprav zelo pogosto zastavili. In odgovor je
vedno bolj preprost in vedno bolj jasen. Namen je, da vsi odrasli postanejo medijsko pismeni. Tako zelo preprosto smo formulirali ta cilj in ga zapisali tudi v program, čeprav seveda, kot lahko vidite zapisane na zaslonu, smo si zamislili bolj konkretne cilje, kaj vse bomo s tem, ko imamo medijsko pismenega odraslega državljana Slovenije, pa tudi drugih držav v regiji dosegli in dobili. V vsakem primeru pa privoščimo to znanja vsem. Brez njih namreč si ne znamo predstavljati, da bi odrasel lahko funkcioniral opolnomočeno v družbi, v kateri živimo. Seveda pa je bilo treba na tej poti odgovoriti na tudi številna druga vprašanja. Zdaj, kaj pravzaprav to pomeni? Program smo zasnovali učno ciljno, se pravi, da v njem ne boste našli navedenih zelo specifičnih vsebin, pač pa le napotke. Veliko bolj smo se ukvarjali s tem, kakšne izide pričakujemo iz procesa učenja. Kaj bi torej tisti, ki bo deležen bodisi celotnega programa, bodisi posameznih njegovih delov, na koncu tega programa moral znati, razumeti, vedeti. Kaj je tisto, kar ga bo pravzaprav ločilo od tistih drugih, ki teh znanj ne bodo imeli. Predvsem pa je pomembno tudi to, da bo to lahko počel samostojno, da bo ob tem, kadar ne bo zmogel samo odgovoriti na vsa vprašanja, ki ga morijo, lahko pa iskal tudi pomoč drugih in sodelovanje. Nekako vedno bolj se je v teh vprašanjih pojavljala tudi ta misel, da je medijska pismenost ena od pismenosti in da je pomemben del vseh drugih pismenosti, da so pravzaprav mediji taki ali drugačni, kakorkoli že jih razumemo, prinašalci informacij, vsebin. O tem smo včeraj že zelo, zelo veliko govorili in samo vse, kar vemo, podkrepi to dejstvo, da je teh informacij zelo veliko, da je virov, iz katere prihaja ogromno in da pravzaprav vsak od nas se dnevno sooča z velikansko množico podatkov, ki jih mora predelati, presoditi, kritično analizirati, vrednotiti. To so postopki, ki niso enostavni, čeprav smo jih strnili v 12 učnih izidov, ki naj bi se zgodili kot rezultat dela usposabljanja v tem programu. Ampak, poglejmo si podrobneje, kako pa smo si zamislili to realizacijo. Oziroma najprej odgovorimo na to vprašanje, komu je pravzaprav program namenjen. Če rečemo vsem odraslim oziroma vsem prebivalcem, seveda specificiramo to bolj podrobno, ne samo na odrasle udeležence izobraževanja, pač pa predvsem tudi na strokovno javnost. Tu nagovarjamo vas izobraževalce, nagovarjamo odločevalce, nagovarjamo politiko, nagovarjamo vse tiste, ki lahko kaj naredijo, ker tudi mi sami že več kot eno leto ugotavljamo, da veliko stvari počnemo. Spoznali smo ljudi, ki počnejo zelo podobne stvari kot mi, ampak vsak na nek način obdelujemo svoj mali vrtiček in vsi si želimo, da pridejo po zrele pridelke na naš vrt. Ne gre za to, da bi ne sodelovali, ampak zato, da želimo res ponuditi ta znanja in kompetence vsem odraslim. Seveda ne bomo pozabili tudi tokrat ne na tistih, ki jih še posebej nagovarja naša resolucija, se pravi odrasle z manj razvitimi temeljnimi zmožnostmi in ne glede na njihov zaposlitveni položaj, torej vse tiste, ki jim rečemo ranljivi na kateremkoli področju njihovega življenja. Ana je že omenila, da kompetenčni okvir zajema 5 modulov in to modularno zasnovanost v 5 sklopih smo ohranili tudi v samem programu. Zdi se nam namreč, da zelo dobro pokrije vsa področja, pomembna področja medijske pismenosti in tako tale vrstni red oziroma te module najdemo tudi v samem programu. Torej, poleg tega, da je program zastavljen učno ciljno in smo osredotočeni na pridobivanje kompetenc, znanja in veščin, smo si zamislili, da bi v tem programu lahko nekdo, bom rekla, obiskoval samo en modul ali pa kar vseh 5. Pravzaprav nismo nič želeli zapirati, ne vsebine, ne trajanja, ne načina izvedbe, samo številna priporočila smo podali. Naprimer to, da naj bi vsak modul trajal nekje najmanj 3 do 5 andragoških ur. Če pomnožimo z 5, torej pridemo do 25 ur za celoten program. Seveda lahko program traja tudi več časa, ampak ves čas smo imeli v vidu to, da si želimo, da je program uporaben, da je lahko prenosljiv na druga področja, da nekdo, ki ga to zavedanje, da ta znanja potrebujemo, pripelje do naših dokumentov, lahko iz njih vzame tudi samo en košček in ga seveda vkomponira v neke druge programe. Zato smo tudi ohranili to modularno celovitost, ampak vendarle priporočamo številne kombinacije metod, oblik dela, številne načine izvedbe. Verjamemo pa, da je najbolj učinkovito to, da se organizirajo tematske delavnice za posamezne module, znotraj katerih potem lahko dosežemo
tiste cilje, ki smo si jih zastavili. In treba je poštevati tudi to, da ni nujno, da bo potekalo samo v obliki neposrednega učenja. Zelo dobro bi bilo seveda, če se tudi odrasli samostojno učijo, če jim pri tem nudimo lahko pomoč in podporo in jih seveda vodimo tudi v času trajanja programa, pa tudi v nadaljevanju. Torej, v vsakem modulu si predstavljamo, da bi lahko potekal na način, kot je predstavljeno tukaj, v tem našem 4. modulu, da si najprej pogledamo, kaj je namen učenja, ugotovimo, kakšne so naše izobraževalne potrebe, se lotimo analize nekaj konkretnega primera in seveda potem na tem primeru pridobivamo znanja, veščine, kompetence, si ustvarjamo stališča, preverjamo in morda celo spreminjamo svoje vrednote. In na koncu vsakega modula računamo, da je razprava, ozaveščanje procesa učenja in pa seveda evalvacija pridobljenih rezultatov. To se nam zdi izjemno pomembno. Vsekakor pa je tudi, ne glede na to, ali bomo delali enega ali pa vseh 5 modulov, pomembno, da ima zadeva rep in glavo, kot rečemo po domače, se pravi uvod, kjer predstavimo cilje programa in način dela in pa seveda zaključek. Predstavljamo si tudi, da bi lahko nekdo, ki bi obiskoval vse 80% programa, prejel tudi potrdilo, na katerem so navedene kompetence, ampak kot rečeno, želeli smo stvari pustiti čim bolj odprte in s tem čim bolj uporabne za vsa področja izobraževanja odraslih. Zdaj, kje si mi pravzaprav predstavljamo, da bi lahko bil naš program? Moram reči, da to, da smo pogledali že, kako so se priprave programa lotili kolegi v Črni Gori, pa na Hrvaškem in v Srbiji, nam je bilo nekoliko pomoč pri izdelavi našega programa in zopet je ta praktična naravnanost in življenjskost tega, kar smo naredili, vodila do tega, da smo si predstavljali, da lahko naš program oziroma module uvrščamo različne druge programe izobraževanja, bodi si formalne, bodi si neformalne. No, na zaslonu vidite zapisanih nekaj predlogov formalnih programov, kje vse bi lahko posamezni elementi tega programa bili uporabni. In kot vidite, so to pravzaprav vsi programi usposabljanja za življenjsko uspešnost, RPO programi, vsi programi pismenosti. Vemo, da trenutno intenzivno poteka priprava programov za trajnost, na področju pismenosti, programa za finančno pismenost in sploh si ne znam predstavljati, da ne bi vsa ta temeljna znanja o medijski pismenosti bila zajeta tudi v teh programih. Seveda potem to, če te elemente uporabljamo v formalnih programih, potegne za sabo tudi to, kdo lahko poučuje, kdo lahko uči in seveda tukaj imamo pravila v smislu kadrovskih in materialnih pogojev zelo jasno postavljena. En tak pisan poligon medijske pismenosti v življenju pa se pojavlja na področju neformalnih programov in sama sem prepričana, da jih lahko pravzaprav vključimo skoraj kjerkoli, te vsebine oziroma cilje. In študijski krožki se zdijo kot nalašč pripravljeni za to, za svojim obsegom, za svojim načinom dela, s populacijo, ki jo nagovarjajo. Absolutno pa bomo tudi mi še, tako kot smo že to vključili v vse naše dogodke, ob tednih vseživljenjskega učenja, ob posameznih svetovnih dnevih, recimo varna raba interneta, kar kliče po nekih elementih medijske pismenosti, pa pravice potrošnikov in tako dalje. Skratka, karkoli bi rekli na temo izobraževanja odraslih, bi jaz rekla, lahko vključimo elemente medijske pismenosti ali pa še bolje, pravzaprav jih moramo, če želimo doseči kakšen preboj na teh področjih življenja. Zavedam se, da tega le ne vidite dobro, ampak želela sem, da dobite vtis, kako izgleda en posamezen modul v programu. Torej, navedeni so učni izidi, ki jih nagovarjamo v posameznem modulu učenja. Na moji levi strani so zapisane vsebine, oziroma bolje rečeno vsebinski sklopi, ki se jih bo nagovarjalo skozi izbrane primere. Zavedam se, da primer, kako naučiti posameznika, da naj kreira informacije, je lahko danes takšen, jutri pa je lahko zelo drugačen. V družbi se ves čas pojavljajo neki trendi, neke vsebine, neke aktualne novice. Natalija nas je včeraj vprašala, katere novice ste pa vi danes zasledili v medijih? Jaz nobene, ker sem se ukvarjala z medijsko pismenostjo in ni bilo časa za branje novic, ne? Ampak danes je aktualnega nekaj drugega, kot bo aktualnega jutri in čez en mesec. In tu je pač ta časovna aktualnost in petost v dogodke, ki so tisti trenutek okoli nas izjemno pomembna. Absolutno pa seveda, ko izbiramo vsebine, mislimo na to, kaj želimo, da se udeleženec nauči, katere veščine želimo, da pridobi in na kakšen način, se pravi, kako globoko bi rekla, ne? Ali bo samo razumel, ali bo prebral, ali pa bo tudi analiziral in ustvaril na podlagi tega najboljšo odločitev zase v nekem konkretnem primeru.
in seveda tisto, kar si najbolj želimo, da spremeni tudi stališča in vrednote na podlagi novo pridobljenih znanj. Torej tako izgleda vseh 5 modulov pripravljenih v programu. In kje smo danes? Danes smo na točki, ko testiramo program, usposabljamo udeležence, učitelje v teh programih, zato smo danes tudi tukaj, delimo svoje znanje s kolegi iz regije, čaka nas še priprava priročnika za izobraževalce, seveda lektura in na koncu tudi objava programa. Ampak tisto, kar nam je pa najbolj všeč, pa je to, da smo stkali sodelovanje, da sedaj počnemo stvari bolj koordinirano, da se, bom rekla, tako malce posplošeno poznamo tisti, ki nas zanima medijska pismenost v Sloveniji. In ne nazadnje imamo že prve rezultate povezovanja, pa sicer ne na področju izobraževanja odraslih, ampak prav pri mladini oziroma otrocih, a lahko uporabimo vaš program. Seveda lahko. In prav je in dobro je in želimo si še več takih sodelovanj in usposabljanj. Tako da napisani smo še enkrat v zgornjem desnem kotu vsi tisti, ki smo najbolj neposredno povezani s temi vsebinami, natanko zato, da nas pokličete, pocukate za rokav, poprašate, kje lahko mi pomagamo in priskočimo na pomoč z vsebinami, ki smo jih pripravili. Sicer pa še navedeni viri, za katere smo nekako jih neposredno uporabljali. Program je namreč pripravljen po smernicah za javno veljavne programe, čeprav nima tendence postati javno veljavne, ravno zaradi tega, ker smo se odločili, da bo zagotovo bolje, če ponudimo najširšo paleto možnosti uporabe tega programa. Takole, prišla sem do konca predstavitve programa in verjamem, da bo zagotovo še kakšno vprašanje ali pa misel. Če je bilo poslano po spletu, bomo lahko odgovorili nam kasneje, če pa se bo pojavilo tukaj v dvorani, bomo imeli pa to krasno, dobro, staro možnost, da malce poklepetamo v odmoru ob kavi.